Gledate oddajo Klepet ob kavi. Ko sem danes slišala, da se bomo šli kozarčkanje, sem se že dala malo ta mut, da bomo pili malo koktejlčke ali pa kaj taskega. Ja, zdaj pa vidim, da so tukaj v bistvu na mizi eni taki silikonski kozarčki, ki bolj v bistvu spominjajo, mene osebno recimo na menstrualno posodico. No, izvedela sem, da kozarčkanje ni ne eno in ne drugo, torej kozarčkanje oziroma cupping oziroma ventuziranje je v bistvu ena najstarejših metod za ohranjanje in tudi izboljšanje našega zdravja, izhaja pa seveda iz tradicionalne kitajske medicine, kdo drug pa je to pogruntil, tako kot vse dobre stvari. In ženske pa se zdaj to odpravlja celulit, kar je ful važno, pospešuje delovanje limfe, razstruplja, regenerira, gladi naše gubice po obrazu in vse posod in nas nasplošno torej pomlajuje. In ja, točno tako. In kar je v bistvu še najboljše, baje ne gre torej za nobeno, v bistvu tako, bi rekla, kunšelj zadevo, lahko se jo torej naučimo in jo potem same izvajamo torej na sebi ali pa seveda na svojih bližnjih ali pa komorkoli, ki pač ga ta stvar zanima. Kako se torej lotati samega ventuziranja, nas bo seveda učila svetovalka za tradicionalno kitajsko medicino, Duša Štefanec. Duša, lepo pozdravljena. Zdaj, prva stvar, jaz mislim, kao mi dve, kaj nova noč, ne bova. Bova pa v bistvu poskrbeli za najno zdravje in lepoto. Zdaj, odkje pravzaprav sploh izvirajo te ventuze? Ti zihar to vse veš. Ja, iz tradicionalne kitajske medicine. Ampak se uporabljali, seveda tudi pri nas je bila že ta metoda v uporabi naših prednikov. Ampak potem je pač malo to znanje se tudi vmes izgubilo. V bistvu so prej uporabljali predvsem te naši predniki, so uporabljali ventuze iz glinene posodice, so bile tudi kovinske posodice in so si na ta način praktično zelo pomagali. Zdaj, če bi ti rekla, zdaj jaz sicer ventuze poznam, nisem sicer še doživela te masaže z njimi, gre za neko vrsto masaže, Seveda, ja. Ampak zdaj spomnim pa se, velika, recimo, kakšne slike sem gledala, pa so tisti rdeči krogci bili, To ni isto, To ni isto, moramo ločiti. Ja, seveda, pri masaži z ventuzami mi ne puščamo ventuz na koži, ampak masiramo predel. Tako da pustimo sekundo, dve, več pa ne, ker to je masaža, ki deluje praktično zelo globoko, pospešimo tudi limfni pretok, tako da je učinkovita, ena najbolj učinkovitih metod, ki se je spoznala. No, recimo pri svojem delu, po vseh izkušnjah, torej na ljudeh, na katerih izvajaš, kaj bi rekla v bistvu, kaj je tisto, kar je tebe najbolj fasciniralo, da res deluje in da je to wow? Predvsem učinek, ker hitro vidimo res ta učinek, hitro pa z malo energije. Malo energije, ker to je v bistvu metoda, ko mi delujemo v nasprotni smeri od klasične masaže. Ker se v bistvu ustvari vakuum in mi delujemo na fascijo, mi delujemo v bistvu na to podkožno tkivo, pa seveda na kožo tudi. Zdaj sicer delavnica bo v kratkem, več ne bo mečkam kasneje, ampak zdaj, ker sem pač jaz tukaj, in seveda jaz sem Šerbac, daj boš ti mene malo naučila, recimo, kaj boš pokazala, da si jaz to mečkam pogledam, torej koliko lahko v bistvu na samem sebi recimo si naredimo, ko imamo kakšne težave? Ja, lahko v bistvu to uporabljamo na nogah, lahko uporabljamo v bistvu na hrbtu, lahko uporabljamo seveda tudi na obrazu, predvsem na predeljih, kjer torej ni vidnih žil. Ne uporabljamo to metodo, kjer so vidne žile, pa tudi na popku pa tudi na prsih. V teh primerih ne uporabljamo tudi v nosečnosti pa med dojenjem. Ker ta metoda v bistvu ima zelo močen tudi razstrupljevalni učinek. In seveda nobena metoda, ki ima torej detoks učinek, ni priporočljiva v nosečnosti ali pa med dojenjem. To je res. No, dejva, ajde, pokaž mi kaj. Povej mi, kaj si nes vzamem. Gremo prvo na učinke mogoče? Kaj vse lahko mi pričakujemo od te metode? Kje si lahko v bistvu pomagamo? Predvsem za limfo je odlično, ker pospeši limfni pretok, ker limfa vemo, danes smo precej sedeča populacija, pa v primerjavi z našimi predniki, ko so se dosti več premikali. Nekaj me zdaj zanima, ko si ravno limfo omenila. Jaz pač po teh izkušnjah, ki sem jih imela torej z raznimi limfoterapevtkami, so vse rekle, da moramo najprej torej spustiti tele pretoke. Tudi pri ventuziranju enako, torej najprej tele pomasiramo, potem se lotimo v bistvu ventuziranja. Zdaj prvo seveda pri tem je pomembno, da uporabljamo, ne vem, ali olje ali pa kako kremo, ki se ne vpije. To je pač pogoj. Ali pa tudi ko se tuširamo ali v kadija, lahko tudi z vodo, takrat ni potrebno pač neko kozmetično sredstvo. Ampak pač seveda prvo začutimo kožo, kako odreagira, tako da je tudi pri tem pomembno, kako močno mi stisnemo samo ventuzo. Na ta način mi tudi reguliramo torej jakost vakuuma, ker
V ventuzi se ustvari, torej v notranjosti se ustvari torej podtlak in ta podtlak, torej ko mi prislonimo na kožo, privzdigne torej kožo in pa to vezivno tkivo. Ne? In potem mi samo drsimo ali pa res za sekundo ali pa dve pač pustimo na istem mestu. Ne puščamo pa nikoli več časa. Ne? Tako da tudi ni nevarnosti, Teh flekov ne sme biti ni nevarnosti, rdečih, da bi bilo kakšni fleki ali pa hematomi ali kajkoli. Okay. Torej delovanje za limfo si rekla, Ja, kaj še? razstrupljanje, ne, to je tudi seveda odlično. V bistvu je ta metoda zdaj razstrupljanje. Pri tem je tako, da grejo torej ti toksini, mislim, ta presežek toksinov, seveda je fajn, da mi čim bolj omejimo, da pazimo, kaj jemo, kaj vnesemo, da omejimo vnos toksinov, ampak zdaj ta presežek toksinov, ker vseeno živimo v svetu, kjer se ne moremo čisto izogniti toksinov. In ti toksini, potem ta presežek toksinov gre v podkožno, mislim, v maščobe, ker toksini so topni v maščobah. In seveda potem mi s to metodo nam pomaga predvsem to, da mi te toksine spravimo v obtok. Ker to je pomembno, da mi torej lahko te toksine spravimo iz telesa. Zato je tudi jaz zelo priporočam, da se po masaži vedno pije večjo količino vode. To je nuja, to je pogoj. Tudi jaz priporočam, da se pije toplo vodo, ker zdaj topla voda, ta proces, ko gre skozi telo, je bolj počasnejši. Okay. Pri mrzli vodi je to hitro. Vidimo, spijemo nekaj mrzlega, pa gremo takoj na WC. Zdaj, pri topli vodi je ta proces počasnejši in potem se tudi toksini vežejo in jih pač peljemo na ta način iz telesa, kar je cilj tega. Tako da je vedno pač priporočljivo piti večjo količino vode, jaz priporočam toplo vodo. Torej, pa po žirkih. Super, Duša. Ja. Še nekaj me zanima zdaj, če se ne motim, v bistvu po tradicionalni kitajski medicini bolezni ali pa neke fizične težave povezujejo v bistvu s slabim pretokom energije. Tako. A si lahko tukaj z ventuzom pomagamo? Seveda, ja, ker tudi masaža z ventuzami pospeši pretok. Tudi seveda pretočnost energije, pretočnost meridianov. Ker se pa potem tudi odraža na našem počutju, na nivoju energije. Tako da to je tudi zelo pomemben tak učinek, da pospešimo pretočnost. Isto je, če naprimer nas kaj boli. Pri bolečinah je vedno fajn premasirati predel, da razpršimo to. Zato je tudi odlična to metoda, v bolečinah v gležnjih, kolenih, tudi glavoboli, naprimer, če so migrene, si lahko odlično s tem pomagamo. Pa praktično vsak sam pa ne rabimo, razen pač ventuze, da imamo. Zdaj 26. Torej, novembra bo delavnica ventuziranja pod tvojim vodstvom. Povej mi, a v bistvu ljudje si morajo ventuze sami priskrbeti? Kako je s tem? Tako je, ja. Ventuze, ja, pač, da si kupi oziroma pač, če... Kje pa lahko ventuze, se jih lahko pri tebi dobi? Lahko, seveda na strani, pač imam tudi ventuze. To je pač pogoj, ker ventuze pač rabiš. Je pa tudi tako, da zdaj, ko enkrat imamo ventuze doma, je to potrebno uporabljati. Pač ni potrebno, rečemo, pač odvisno od vsakega posameznika, ampak vsekakor, da se uporablja na neki, rečemo, tedenski bazi, odvisno, kateri predel masiramo, ker lahko masiramo na nogah, na hrbtu, to ni zdaj, to je enkrat na teden, odvisno pač spet, Za ta celulit se mene čist namamila, tako da me zdaj zanima, torej sama masaža doma, priporočala bi v bistvu recimo uporabo katerega in pa na koliko časa? Zdaj, za večje predele vsekakor večjo ventuzo, ker manj časa porabimo, večji predel zajamemo, pa manj časa porabimo. Enako tudi na hrbtu so te večje ventuze. Zdaj, na koliko časa, to je odvisno malo od posameznika, tudi pač kakšno... Neko optimalno, recimo, enkrat, dvakrat, na začetku dvakrat na teden, pol pa rečemo enkrat na teden. Za vzdrževanje. Ja, za vzdrževanje. Je pa tudi tako, da je vseeno to lahko nek ritual za nas, čas za nas. Tako da jaz priporočam, da to uvedemo kot nek ritual, ne kot, ker začutimo tudi telo, tudi ta metoda ima res cel spekter učinkov. En izmed učinkov je seveda tudi to, da nas sprosti, ker smo dosti tudi napeti, pač dosti smo pod stresom, v avtih in tako naprej, v službah. In ljudje tudi sploh se težko sprostijo. Vse je enostavno reči, sprosti se, ampak še vseeno čutiš to, napetost. In kje napetost najlažje blažimo z ventuzom? Rečemo na obrazu, na čelu, tudi dosti mi rečejo, da čutijo ta del v bistvu obrvi, med čelom, to napetost, ali pa seveda tudi ramenski predel. In pol v bistvu ti lažje se sprostiš, hitreje se sprostiš in to tudi začutiš in to je res fajn. Da tudi to je en taki pomemben učinek. In jaz to priporočam, da je praktično to
ritual, da mi začutimo svoje telo. Ne. Kaj pa kakšne kontraindikacije, v bistvu, kdaj pa ventuze ne smemo uporabljati? Zdaj, Razen tega, da ja. tam si reka na predelih, kjer so žile. Kjer so žile, na popku, med nosečnostjo, seveda tudi prsi ne masiramo. Zdaj tudi na obrazu, če so kakšne akne, se ne masira, ali pa tudi kakšne kapilare, naprimer isto kapilare, a ne si. To je enako praktično. No, mi teh težav nimamo, mi dve jih nimamo, tako da deva mi da demonstrira. Zdaj Dobro. boš kar pokazala, evo, jaz te bom pa pozvala, kaj torej počneš. Lahko si pomagamo, seveda tudi bom pokazala eno točko, v bistvu to je ta točka sončni pletež, to je sredinska točka, na sredini dlani pod sredincem in si z ventuzami, to je seveda točka za sprostitev. A ne? In se lahko, ko smo pod stresom, napeti, čutimo tudi, da dihamo bolj plitvo. A ne? In ta točka, če jo stimuliramo, nam sprosti to prepono. In enostavno si samo za sekundo, dve pač prislonimo, pa spustimo. A mi gre, a? Ja, super. Super. In pol samo še drugo, nikoli ne puščamo dolgo časa. Sekundo, dve, da nam je fajn. Pač vsako stran, na vsaki roki. No. In začutimo pol, v bistvu, kako lažje dihamo, tudi bolj globoko dihamo. Še ta zvok me že kar sproščamo. Ventuze so tako širok spekter učinkov imajo, pa tako preproste so za uporabo. Zdaj, pri uporabi sami je pomembno to, kot sem rekla, da vedno predel dobro naoljimo, to je kot prvo, ker potem ventuze drsijo. Zdaj, razen če uporabljamo metuširanje ali pa ko je voda zraven, tako da rabimo neko sredstvo. Olje ali pa kako kremo, ki je bolj masna, ki se ne vpije tako. Je pa seveda tudi to, da se to sredstvo tudi bolj vpije, večja absorpcija je, tako da je fajn, da zberemo neko kvalitetno, ker tudi pač bolj povečamo to absorpcijo tega sredstva. No. Zdaj, spet, katero zbiramo, ni z tehničnega vidika ključnega, ampak samo pomembno je to, torej, da lepo drsijo ventuze. Kaj pa obraz? To se mi zdi taka specifična stvar. Ja. So kakšne v bistvu priporočila, kako v bistvu se lotiti? Ker, a v katero smer, na gora, na dol? Ja, zdaj seveda tule navzgor, da ta predel, pa pač navzven, pa navzgor, da dvignemo. In to verjetno se bojo vse naučili lahko na delavnici, Tako, ker to je vseeno malo treba bolj tudi podrobno, pač, da spoznaš samo masažo. Ok, pa prej si rekla, da še nekaj na gležnju pokazala. Na gležnju, ja. Zakaj gležen? Gležen zaradi tega, ker veliko ljudem zateče gležen, so kakšne bolečine imajo tudi v gležnjih ali pa kolenih. Zdaj na kolenih je tako, da sprednjo stran lahko masiramo. Za koleno, če so vidne žile, pač ne masiramo. Vedno, ko so vidne žile, ne masiramo. Ja. Zdaj tule, seveda na predelih tule nisem uporabljala olja, ker tule smo samo stimulirali. Zdaj tule bom malo olja jaz nanesla. Evo le tako. Zdaj, kot sem rekla, deluje to pač na vakuumu. In zdaj, kot sem rekla, mi s tem, ko stisnemo, tako močno stisnemo ventuzo, sami reguliramo vakuum. Tako da jaz vedno priporočam, da se stisne na začetku manj močno, da vidimo, kak je odziv kože. Pa potem torej povečujemo to jakost vakuuma, pa bolj močno stisnemo. Tako da prvo pač testiramo, kak je odziv kože. V kakšnem smislu odziv kože? Kaj to pomeni? Kaj moramo biti pozorni? Zdaj, če nas, naprimer, zdaj tako je, če nas vleče, če nam je neprijetno, potem samo manj močno stisnemo. In to je to, ker pač odvisno to koža, tudi to podkožno tkivo je odvisno od vsakega posameznika, kako se odzove. Tako da jaz vedno priporočam, da manj močno stisnemo, pa povečujemo jakost, ali pa tudi večkrat premasiramo, pa učinek isti. Evo, prislonimo in zdaj, tule, v bistvu, zdaj to je taki mali predel, tule je tudi lahko, to sem rekla pač za bolečine, da je fajn. Tule je načeloma tudi lahko tako drsimo, ko mi prislonimo, torej privzdigne to kožo. In zdaj, ko to mi premasiramo, če nas boli, naprimer koleno, povečamo pretočnost tega predela. In potem tudi pač premasiramo in zdaj odvisno od posameznika, spet kakšne težave ima, ampak bolečina postopoma izgine. Enako zdaj tole lahko tudi za noge malo večjo tole masažno ventuzo. Vedno pa uporabljamo za masažo silikonske ventuze. Silikonska, iz antialergijskega silikona. Tako da tudi ne reagira na kozmetična sredstva in tako naprej. Tule enako, malo bolj stisnemo in zdaj to v bistvu vlečemo. In zdaj pol mi hitro vidimo, seveda poveča tudi
prekrvavitev. Hitro vidimo mi ta učinek. Rdečica zna biti verjetno, ne? Ja, seveda malo pač Seveda. postane predel Prekrvavitev, rdeč. Ja, in to je to. Ne. In pol, zdaj, koliko časa, to je pol odvisno od ne, spet posameznika do posameznika. Ne. Ko pa vidimo, da je enkrat lepo prekrvavljen predel, takrat je dovolj. Zdaj, za noge je tam približno 10 minut vsako nogo. Ne. Na hrbtu seveda je fajn, da en drugemu pač partnerji, naprimer, ne, da nam lahko tudi pomaga. Tak da, Ja, super. Ja. Povej mi še, kaj v bistvu še nismo omenili, kaj bo še na delavnici se dogajalo? je pokazala Bona, ne, v bistvu na vseh predeljih, na hrbtu. Tudi fajn je za naprimer menstrualne bolečine, če imamo. Ne, je tudi odlično, ker pač sprosti to. Ne. Torej, verjetno na tem predelu. Na predelu, ja. Zdaj jaz bom pokazala na nogah, kako se za odpravo celulita, ne, ker v bistvu ta metoda je odlična, ker koža potem je drug videz kože je. Ne. Koža je bolj napeta, bolj čvrsta, to je naš cilj. Ne. Tako da na nogah, na hrbtu, na obrazu, v bistvu kako si lahko sami, samo masaža, ne, pa seveda tudi naprimer na hrbtu, kako lahko drugemu pomagamo, drugemu masiramo. Zdaj slišala sem, da je za obraz zelo fajn, torej, da preprečuje oziroma gladi gubice. Na kakšen način? Ravno s to prekrvavitvijo? Ker pospeši tvorbo vezivnega tkiva, pa regeneracijo, no, to je tudi pomemben učinek. Tako da mislim, je seveda ta lepotilni učinek, je pa tudi za regeneracijo, naprimer po športnih aktivnostih. To je super, ne. Ko nas kaj boli, pa tako si malo premasiramo, pa takoj vidimo, kako se praktično boljše počutimo. Ne. No, super. In tudi v bistvu učinek, kot sem zdaj zasledila, je takojšen, ne? Hitro vidimo. Seveda je pa pomembno, da je to, kot sem rekla, da izvajamo na neki redni bazi, tedenski bazi. Zdaj, če mi to pač enkrat izvajamo, pa pol imamo doma, pač fajn je, da nekako imamo. Ampak kot sem rekla, je to nek ritual za nas, tako da to pol usvojimo hitro. Mene si prepričala. Ja. Jaz bi kar, lahko malo poskusim, zdaj še mene si, kaj tukaj le ste rekla, ne? Tako, ja. Da je mečkan olja, ne? Ja, tako. Da vidimo, ne, zdaj duša je profička, ampak da vidimo zdaj mene, ker sem čisti laik. Evo, takole. Mečkan si bom še tole. Evo, zdaj pa lahko vzamem, lahko tudi tole. Evo. Ta je ta manjša, da prvo poskušam. Evo, takole sem obrala, da bo še na kameri. Zdaj pa pritisnem in držim. Wow! Lahko pa tudi večjo, ne? Večje so pol, v bistvu hitreje premasiramo, to je, ne. Ja, prav fajn je. Ja, super, mislim, pol tudi hitro vidimo, res, predvsem to je odlično, ker hitro vidimo mi učinke, ne. Enkrat stisneš, držiš in vlečeš. Tako, in drsiš, ja, to je pomembno. Pa na kakih, naprimer na obrazu lahko tudi sekundo, dve puščamo, ne, pustimo pa dolgo časa nikjer, ne. Kaj pa, veš, kaj sem ne hotela še vprašati? Ena stvar, recimo podočnjaki, ne? Kako je s tem, kaj je to tanka koža? Je to priporočljivo? Pač zdaj je to seveda odvisno od, tule lahko mi sami reguliramo vakuum, to je pač pomembno, ne? Zdaj, seveda, če je neka tanka koža, pol je pomembno, da smo mi bolj previdni, da res čist malo stisnemo, pa samo toliko, da prekrvavimo predel. Torej, lahko, ampak bog ne dej pa previsok vakuum oziroma predolgo držati, verjetno. Tako, pa, da smo, ja, na obrazu sploh, ker je bolj občutljiva koža, smo še bolj s previdnostjo, delamo ne nekaj na hitro, pa tako. Ja, ampak, ja. Duša, hvala za vse te informacije. Torej, 26. novembra bo Duša za vas organizirala tečaj ventuziranja, kjer boste lahko pa tudi na licu mesta verjetno kupijo pri tebi, ne, ventuze. Ja. Da ne boste zdaj se lovili pa iskali, ko prijete na delavnico, lahko vzamete in potem ratate profič in masirate vse okoli sebe in vsi vam bodo hvaležni. Pa tudi sami sebe, ne pozabite na ta ritual. Tako, zdaj pa seveda za gladko kožo, torej brez celulita in gubit, kot sem rekla, in za seveda izgubljanje maščob, pa zmanjšanje tekočin smo rekli, torej za limfo, da razstrupimo telo in torej pospešimo sam pretok limfe. Ne bo pa seveda tudi škodilo, če telo v bistvu razvajamo s kako super hrano, adaptogeni, da uravnavamo recimo pH telesa, za katerega seveda tudi vemo, da je povezan z delovanjem limfe. Naredimo si kakšne bazične kopeli, pa zaužijemo dovolj alkalne oziroma bazične hrane, naprimer kakšne kalčke, pa Jasmina venomer ponavlja, zelenolistnata, zelenjava neža, tako da evo, to je tudi. Ena A pa je, če dodamo seveda še kakšne rjave morske alge, ki, kot veste, vežejo seveda nase vse strupe in težke kovine, ter da se seveda tudi naučite masaže z ventuzami. Kako in zakaj ste torej zdaj zvedali v naši vdaji, če pa ste jo začeli gledati sred vdaje in
zdaj ne veste čisto dobro, kaj in kako je Duša vse povedala in pokazala. YouTube kanal klepetobkavi.si in več o samem tečaju ventuziranja, ne, pa najdete torej pod zavihkom dogodki. Hvala še enkrat, Duša, in se vidimo na delavnici. Se vidimo, se že veselim.